O spolnosti se velikokrat govori zelo senzacionalno. To, če tega ne delaš, si to. Vzbujamo ta občutek, da je z njimi nekaj narobe. Jaz želim, da bi malo bolj spodbudili to mišljenje, da ni vsaka naše dejanje ali pa misel glede spolnosti napačna, da nismo mi napačni, ampak da bolj začnemo sprejemati to, kar smo. Če reče ženska, da jo boli glava, to je še vedno ne. Vem, da se zbiva veliko šal v naši družbi. Absolutno. Jo, boli glava, je taka, je čudna, ne? Nikoli se pa ne odgrne zavese in pogleda, kaj je za tem. Poraba erotičnih igračk mi je vedno bila fascinantna. Pred kratkim sem slišala eno izjavo, češ midva tega ne potrebujeva. Seveda ne potrebujeta, tista dva definitivno ne. Primerjamo te različne intenzitete orgazmov. Ne? Kaj pa, če ga ni? Ja, če ga ni, če si se čutil ljubljen, je ravno tako v redu. Ni glavni cilj orgazem, ampak glavni cilj je, da se ti imaš fajn z osebo, ki jo imaš rad. Ste že naročeni na YouTube kanal Radia Robin, če še ne, naredite to nemudoma. Rekli bomo en velik hvala in vam poslali srček. Zakaj srček? Zato, ker bomo srčkali tudi v našem današnjem podcastu. O spolnosti bomo govorili, temi, ki je tako vsakdanja, tako del vseh nas, po drugi strani pa tako skrivnostna. In zakaj je temu tako, bo eno od mnogih vprašanj, ki so na spisku za mojo današnjo gostjo. Eva Ostrouška, dober dan. Pozdravljena. Bodoča seksologinja, študentka seksologije, vplivnica, avtorica prvenca, ki ga imam v rokah, Najine erotične črtice. Ja. In prav to je vodilo, da si danes z nami. Tako je, ja. Ta knjiga je bila nek tak začetek v svet spolnosti. Mislim, začetek je bil že prej, ker moje življenje me nekako vodi v to smer. Ja, vodi v to smer. In potem se kar malo prepustim, očitno je to prava smer. Tako da ja, pljujem v smer raziskovanja spolnosti. Ampak prvi stik, bom rekla, s takimi bolj žgečkljivimi temami je bilo delo v sex shopu, kolikor vem. Tako pa ne vem, ali si tja šla iz radovednosti ali zgolj kot študentka, ki je iskala svoj prostor pod soncem. Jaz sem študirala družboslovje in na smeri družboslovja smo imeli zelo malo prakse. In po eno poletje smo iskali v študentskem domu z mojo cimro, kaj bomo počeli čez poletje, kakšno delo. In bil je razpis za delo študentke v sex shopu. In priznam, moja cimra mi je rekla, Eva, si ne upaš, ne? In takrat sem jaz zagrabila. In sem se podala na to pot. Ravno zadnjič sem srečala eno mojo sodelavko in je rekla, Eva, rojena za ta job. Ne. Eva, jaz se te spomnim, ko si prišla prvo, si bila plašna, nisi govorila, cel čas si zardevala. Jaz sem rekla, ta ne bo zdržala 2 dni v tej trgovini. Pa misliš, da bom jaz kdaj zardela med pogovorom? Upam, da ne. Mislim, se ne bo nič kaj takega. Ker spolnost je tako, ful zardevamo, zaradi tega, ker po moje ne poznamo dobro teh stvari, ali pa si mislimo, da je zdaj, smo prepričani v neke zgodbe, da je to, da ni v redu, da ni prav, nek sram se tle skriva. Tako da upam, da bomo mi tle malo počistile. Prebile ta let. Ja. Ampak misliš, da te je to delo v sex shopu zaznamovalo do te mere, da si začela raziskovati v tej smeri? Ne nazadnje so tvoje skrivnosti na Instagramu peljejo na nek način v to smer. Pravzaprav magisterska naloga je šla v to smer, prvenec gre v to smer. Ja. Na nek način te ta rdeča nit spremlja vse skozi. Na nek način res, ravno zaradi tega, ker jaz sem takrat ugotovila ne o spolnosti nasplošno, ampak o sebi, ne vem, že katere izraze uporabljam, zakaj me je sram, zakaj, ko govorim nekaj tehničnega, ne? Ker včasih o spolnosti, še posebej, ko delaš ti v trgovini, govoriš neke tehnične stvari, ne govoriš o tvojih osebnih izkušnjah, ne? Zakaj me je sram, ne? Zakaj me prepravlja nezavedno ta rdečica in sem tam večinoma spoznavala sebe, moje mehanizme, kako jaz razumem spolnost, kako mi je bila spolnost priučena, kakšen odnos imam do širše družbe. Sem pa pol hotela študirati religiologijo
in ko sem se upisala na religiologijo, so ravno tisto leto niso izvajali tega programa in so rekli globalizacija ali spol in seksualnost. In sem pol izvala spol in seksualnost. Si se od takrat do danes zelo sprostila v spolnosti? Glede govorjenja, mislim, da še ne toliko. Še vedno vidim, da so mi določene teme težke ali pa v meni vzbujajo nelagodje, kar pa dojamem kot nek proces učenja, ne? Ker spolnost je definitivno nek proces učenja. Koliko nepotrebne šare je skladiščena v nas in koliko časa je potrebno, da to šaro počasi spravimo. Ne? Zato jaz razumem ljudi, ki rečejo, ja, Eva, to si rekla, ampak to ni tako. Ja, razumem. Je potreben čas, da neke stvari dojamemo, ker so tako močno usidrane neka prepričanja v nas, kot da je to edina možna resnica, da je težko delati te premike. Ampak se da, počasi. Od česa je odvisno, koliko smo odprti v spolnosti? Ja, to je res ogromno dejavnikov, predvsem v kakšnih družinah smo odraščali, kakšna je bila ta naša primarna socializacija s spolnostjo, ali so doma govorili o spolnosti. Zelo je pomembno, na kakšen način so govorili, ne? Torej, da so govorili na spolnost na nek spoštljiv način, da so pokazali neke spoštljive meje glede spolnosti, ne? Da so se hecali, da so bili agresivni, verbalno ne agresivni, ali pa da so stalno stresali neke šale, ali da so te sramotili, da so tvoje telo sramotili. Torej, če si ti odraščal v nekem okolju, kjer je bilo sproščeno, kjer si sproščeno lahko govoril o, ali pa si bil sproščen v svojem telesu, ne vem, če so družine, kjer so doma bolj lahko v kopalnici, da so vsi nagi, ali pa to je že ful velik, ne, kjer sprejemajo vsa telesa v tem prostoru, ne. Potem je odvisno od vrstnikov družbe, v kateri so odraščali, od medijev, ki jih gledajo, kakšne vse filme, knjige, ali so si, ker vemo, da naš šolski sistem je zelo skop pri spolni vzgoji, ali so prebrali kakšno knjigo. Vem, da jaz sem že kot najstnica brala Blazno resno od seksa, od Dese Muk, to je bilo pač zame legendarna knjiga, ne? A so prebrali kakšno knjigo, ali so se lahko pogovarjajo sovrstniki o teh temah, ne? In koliko jim to okolje nudi neko podporo pri odkrivanju svojih teles najprej. Sami, pol v paru in ja, odvisno kakšne partnerje dobijo, ne? In partnerice in kako se pol razvivajo te odnosi. Ampak nekje sem brala, da če se prezgodaj soočiš, srečaš s spolnostjo, sploh s pornografijo, da zna to imeti prej negativen učinek nate v odrasli dobi kot pozitivnega. Ja, spet odvisno od kakšnem okolju, ne? Če ti si v nekem okolju, v katerem nihče ne govori s tabo o spolnosti in je tvoj prvi stik pornografija in ti nihče ne razloži ali pa obrazloži pornografije kot take, ne? Potem je to definitivno negativen vpliv, ne? Ker to je v bistvu tudi spoznavanje nekega določenega medija, ne? Mi vsi vemo, ko gledamo grozljivko, da to ni resnično. In zdaj vsi vemo, pač mladi otroci ne vejo, da ko gledajo pornografijo, da to ni resnično. Da to niso neke resnične prakse, ki jih potem lahko počneš. Odvisno, kaj komu paša, ne? Ampak moramo razumeti, da tisto je neka fantazija, ki je producirana in torej na nek način napihnjena za stimulacijo odraslih ljudi, ne? Tako da potem pride do velikih težav, ne? Ker tam so določena telesa, samo določena telesa pokazana, ne? Že to je velik, ne? Samo določena telesa so pravilna telesa za spolnost. Tam so samo določene genitalije pravilne, ne vem, ženske v teh imajo ali pač kirurško predelane genitalije, tako da so tipične genitalije, ker vemo, da ženske genitalije so različnih oblik, ene imajo večje sramne ustnice, manjše sramne ustnice, pač res vsaka je drugačna in edinstvena in v tem je čar, medtem ko ti gledaš pornografijo, je točno določen tip, ne? In če ta igralka nima točno določenega tipa, ga potem tudi vizualno pač spremenijo, ne? Tako da je treba res biti pazljiv, ko gledaš neko stvar, moraš ti imeti neko znanje, ne, od zadaj. Upam, da odrasli, ki to gledajo, imajo to znanje, ne? Ne vem, kje ga pridobiti konec koncev. Ja, Prejle sva začeli, da je to dokaj skrivnostna in tabuizirana tema. Zakaj? Ja, težko je, zato ker prvo, nihče ni opremljen z nekimi pripomočki, kako to znanje predati. Še jaz, ko to raziskujem, sem imela težave, kako zdaj majhnim otrokom te prva zanimanja glede spolnosti, ne? Kako pride otrok na svet.
Prva zanimanja, pa se ne je to, ampak kako jim razložiti, da so naša telesa samo naša telesa in da se moramo navaditi, da je to zelo pomembno, da se dotakneš nekoga drugega, da potrebuješ njegovo dovoljenje na nek način. Ne? In vidimo, da nismo opremljeni s tem, ker nihče nas tega ne učil, tudi institucije tega ne učijo nas, ne? In je vse zavito v ta paket, to pa je naravno. In ker je naravno, potem vsi to obvladamo. A je res? A res to drži, ne? Mislim, da se tle skriva in pušča ljudi v neki nevednosti za brez veze, ne? Ker pač bi lahko jim razložili neke stvari na spoštljiv način, ker študije kažejo, da če ti mladostnikom na spoštljiv način in jim prikažeš, ker njih to zanima, to je tematika, ki jih njih zanima. Če jim ti približaš to tematiko, jim razložiš kontracepcijo, zakaj v spolnost, dobri vidiki spolnosti, ne pa, da je samo nek tak sram, da je to samo za reprodukcijo, da je to samo neka, da lahko dobiš bolezen. Če jim ti predstaviš to, študije kažejo, da ti mladostniki kasneje vstopajo v spolnost in, ker so bolj ozaveščeni, prej uporabijo zaščito, bolj so odgovorni v spolnosti. Ampak, bom rekla, informacije, ki krožijo ta hip, pravijo, da se ta starostna meja kdaj vstopiti v spolnost bistveno znižala. Pa misliš, da je to v redu? Ni vendarle, bom rekla, prehitro, morda tudi napačno? Ja, jaz ne bom zdaj tle sodla in moralizirala, ali je to pravilno ali ne. Bolj me skrbi, če imajo pravilne informacije za vstop v spolnost. Torej, če vejo glede zaščite, kakšne so njihove možnosti, če razumejo to, da je spolnost konsenzualna, da oba, ki vstopata v spolnost, se vedno znova odločita, da je to pravi korak in da vedno znova ti v spolnosti lahko rečeš ne, ali pa tega ne bi želela. In se takrat, v tistem trenutku, ko ti rečeš ne, vse ustavi. To je informacija, ki bi jaz rada predala. Pa imamo to moč, da rečemo ne? Ja, to moč se pač naučimo, ne? Ampak mogoče imamo to moč, ampak ne vemo, da imamo to izbiro. Ne? Večkrat ženske rečejo, da stopajo v spolnost zaradi tega, ker želijo ustrežiti moškemu. Ne? In potem na tej poti izgubijo sebe in izgubijo to moč in voljo, da bi rekle ne. Ne? Ker kako mi razumemo, zakaj gremo v spolnost. Ne? Je tako, ful smo naučeni, še posebej v heteronormativnem svetu, torej v tem binarnem moški-ženska, smo naučeni, da vstopamo v spolnost za njegovo potešitev. Ne? Ker je to zakonska dolžnost. Ja, ker je tako vstopamo že pred zakonom. Ne? Ja. Ampak ne, če gledava naprej. Ja, recimo, če je to ta tradicionalen način spolnosti, nam pravi, da je to neka zakonska dolžnost, v kateri se pa popolnoma izgubi ženski užitek, ženski orgazem in žensko voljo do spolnosti. Intima in užitek. Ja. Velika razlika. To je velika razlika, ja. Intima ni nujno, da pelje užitek. Ne? Intima je lahko tudi prostor, kjer se v bistvu odnos izboljšuje na verbalen ali pa neverbalen način. Intima je mogoče ta stik, ki nam primankuje. Ne? Užitek je pa lahko pač samo užitek. To dvoje res je lahko popolnoma nekaj drugačnega, ker nekateri pari se lahko odločijo, recimo, da ne bojo imeli spolnih odnosov, pa delajo bolj na svojem intimnem področju, ne? Ker to je nek temelj, da potem v spolnosti prosperiramo. Užitek je pa nekaj, kar se lahko zgodi ali pa ne. Ampak Eva, od česa je odvisno, koliko, bom rekla, želje ima oseba po intimi, spolnosti, užitku, eni bolj, drugi manj, nepisano pravilo v klapi je, moški so vedno za ženske, velikokrat tožijo in jih boli glava. Kakšne so tvoje, bom rekla, informacije, glede na to, da si pravzaprav delala tudi magistrsko nalogo na to temo in prišla prek anket do določenih ugotovitev? Torej, ljudje imamo zelo različne spolne želje. Libido pri različnih posameznikih je zelo različen in se ne deli, torej libido se ne deli glede na spol.
Ni res, da pač moški imajo tak libido, ženske tak libido. Veliko raziskav je bilo narejenih tako, da so bili preveč usmerjeni v to v moški libido in so potem nekako zanemarjali ženske, ampak nove raziskave kažejo, da obstaja nek sistem vsakem izmed nas, ki uravnava našo željo po spolnosti. Ne? In ta sistem se imenuje dualni sistem in na ta sistem vplivajo vse tisto, kar sem prej povedala. Naša prepričanja, kaj smo se učili v mladosti, kaj smo gledali po televiziji, filmi, množična kultura. Torej, vse to je skladiščeno v naših možganih, ker naši možgani so največji spolni organ. Ne? In v naših možganih se to vse skladišči in ta naš spolna odzivnost se skladišči tle noter ima dve funkcije. Ena je pospeševalnik, torej vse, kar mi vidimo, zavohamo, čutimo v našem okolju, nam daja signale, da smo za akcijo, ne? Torej, da pospeši naš sistem. Druga stvar je pa zavora, kjer pa nam vse, kar čutimo, vidimo, vonjamo, tipamo, pravi, ne, to mi ni všeč. In imamo še dve zavori obstajajo. Ena je, ki pravi, ne, to mi ni všeč, kar vidim, čutim, vonjam. Druga je pa, ne grem v to, ker me je strah, da mi ne bo uspelo. Ne? Uspelo kaj? Uspelo recimo doživeti orgazma. Mi ne bo uspelo zadovoljiti ženske, partnerco, partnerja. Ne bo mi uspelo biti fokusirana v spolnem odnosu. Imam preveč stvari na svojem. Ne? Tako da vsak posameznik ima znotraj sebe ta dva sistema. In vemo, da ljudje se razlikujemo med moškimi. Ni prav tipičnega moškega, bi rekel, ja, ta je vedno za. Obstajajo trenutki v njegovem življenju, v katerih ne bo vedno za. Ne? Se pravi, se skozi življenjska obdobja spolno zelo spreminja. Spolno se zelo spreminja skozi življenjska obdobja in o tem malo premalo vemo. Tudi recimo se spreminja glede na stres, če ne spimo. Vse te reči vplivajo na našo spolnost, ker, kot pravim, možgani so glavni center in če so možgani preobremenjeni, ne bojo delovali. Je pa tudi en hormon, ki vpliva na našo spolno željo in ne boš verjela, pri obeh spolih je ta hormon enak in to je testosteron. Sicer pri moških je testosteron višji, zaradi tega, ker večkrat se ga omenja. Ja, večkrat se ga omenja, ampak tudi oni imajo večjo količino testosterona v njihovem telesu, medtem ko ženske imamo ravno tako testosteron v našem telesu, ampak nižjo vrednost, zaradi tega, ker naše celice so bolj občutljive na testosteron in zato potrebujejo manjšo vrednost. Ampak testosteron je pri obeh spolih pomemben za aktivacijo. Ja. In tle mislim, da izgubljamo, ko vedno delimo na ta binaren sistem moški-ženska, če bi pa mogoče včasih iskali neke nijanse, ker bi lažje razumeli den drugega. Ne? Če bi lažje razumeli den drugega in pomislili, kdaj se meni recimo ne da seksati, kdaj je ta trenutek, ko se mi ne da, in bi lažje razumeli, mogoče pa tudi njemu se takrat ni dalo zaradi tega in tega. Ne? In če reče ženska, da jo boli glava, to je še vedno ne. To je še vedno neka zavrnitev. Vem, da se zbiva veliko šal v naši družbi. Absolutno. Jo, boli glava, je taka, je čudna, ne? Nikoli se pa ne odgrne zavese in pogleda, kaj je za tem. In to je tudi v moji knjigi. Jaz sem hotela tudi v tej knjigi malo odgrniti to zaveso, kaj se skriva za tem, ne da se mi, nočem, me boli glava. Kaj je res tam odzadaj, ker tam je to srčje. In kaj je največkrat tam zadaj? Največkrat tam zadaj je motivacija. Zakaj bi nekdo vstopal v spolni odnos? Torej, motivacija, ali bo tam res užitek? Ker če ti kot posameznik veš, da tam ne bo užitka in da bo samo drugi partner ali partnerica zadovoljen, da tvoje potrebe ne bojo zadovoljene, potem ni te motivacije. In ne boš... Ker recimo uspešni pari, ki imajo v dolgoročnih zvezah dobro spolno življenje, imajo 3 funkcije. Ena je, da so prijatelji, zaradi tega, ker če si ti z nekom v dobrem odnosu prijateljski, mu boš povedal, kdaj ti je težko, mu boš zaupal svoje težave, svoje strahove. Se pravi, govoriva o povezanosti. Tudi, ampak to je prva stvar. Ena je, da si ti povezan, ne? Da mu pošveš, danes me boli glava, ampak v resnici sem preobremenjena. V službi sem imela naporen sestanek, domov sem prišla, cunje so me čakale. In to ni nič narobe, ne? Nič narobe. Mogoče je tle prostor za izboljšavo glede prerasporeditev dela ali pa, ne vem, Druga stvar je,
v bistvu, da si partnerji, ki imajo dobro spolno življenje v dolgoročnih zvezah, ustvarjajo priložnost in dajo spolnost na zelo visoko hierarhijo v njihovem odnosu. Če imaš ti nek odnos in je tle, ne vem, služba, najin odnos, skrb za živali, skrb za skupni šport in spolnost le od spodaj, ne? Pol ni. Ne pride nikoli na vrsto. Nikoli na vrsto, ker boš več utrujen. Ja. Ko pa ti prioritiziraš spolnost na bolj višjem nivoju, ker oba aktivno sodelujeta v tem, da ustvarjata prostor, ustvarjata priložnosti, pač odnosi so delo, ne? In tretja stvar je, ko se par odloči, da ne bo poslušal družbene pritiske, kako ne bi spolnost izgledala, ampak ustvarjata svoj scenarij, kako bi spolnost izgledala. Torej, svoje fantazije vključujete v to, svoje prakse, preizkušata nove stvari, ne? Tako da je nekaj dinamičnega, da ni... da ne rata monotono, ne? To je tudi taka stvar, ki ubiva spolnost, ne? Neka monotonost, da ti že vnaprej predvidiš stvari. Ne? Zakaj, ko sam sebe žgačkaš, te ne žgačka, ne? Ker ti predvidiš ta stik. Če te pa nekdo drugi žgačka, pa je ful bolj žgačljivo. Se pravi, dobro je, da se kdaj presenetimo, da naredimo kaj spontanega, tudi za voljo posteljnih radosti, ampak prejle si rekla, da damo spolnost na višjo, bom rekla, lestvico, na lestvici višje. Pa misliš, da če je plan danes, ne vem, iti prej v posteljo, da je to nekaj naravnega, se pravi, ne, načrtovanje spolnosti, ali je vendarle boljše, da se zgodi spontano? No, zdaj bomo razložili še, kako mi ta spontanost je pri nas v naši družbi zelo romantizirana. V vseh filmih vidimo ta spontana iskrica, ki se zgodi in ona dva se zaljubita in ko premagata prvi spor, potem do konca življenja živita srečno s to iskrico, ko se vedno vklopi. Ne? Hollywood je kriv. Ja. Ti filmi prikazujejo samo eno vrsto želje. Ne? To je spontana želja. Ampak obstaja tudi odzivna želja. Ne? Torej, pri spontani želji gre za to, da mi se odzivamo... bom povedala. Pri spontani želji gre za to, da imamo užitek in se odzivamo v pričakovanju. Ne? Pri tem pa, ko imamo odzivno poželenje, se odzivamo na užitek. Torej, ti se pripraviš, da bo večerja, pripraviš se, da bo te on primil za roko in ko te on dotakne za roko, se ti odzoveš na ta užitek dotika. Ne? Ampak to je točno v nekem kontekstu. Ne? Torej, mora biti prava oseba v pravem prostoru, pravi dotik in pravo miselni, da zdaj to je seksualni dotik, ne? In se potem sproža užitek. Ker če mi imamo to percepcijo, da obstaja samo ena vrsta, torej samo ta iskrica, ne, izgubimo toliko v življenju. Ker če ti misliš, da samo ena stvar je res, recimo, nekoga spoznaš, ni tako iskrice, ampak mogoče ta oseba ima neke vrednote, ki so popolnoma skladne s tvojo. Zanemarimo nek odnos, ker ni bilo te iskrice, ker mislimo, da je samo ta iskrica. Ne damo pa priložnosti, da bi se mi spoznali, da bi mi odkrivali, ne, bili razigrani, ker če se mi pripravljamo neke stvari, še vedno smo lahko razigrani, še vedno, če se recimo partnerica odloči, da bo naredila nek večer, reče, jaz ti bom pripravila nek večer, je vse pripravljeno, ampak mogoče on ne ve, kaj ga čaka. In je tle neko odkrivanje, presenečenje partnerja. Tako da mislim, da s tem, ko se pravi, če gledamo samo eno stvar in mogoče ta stvar ni za nas, ni problem v tej stvari, ampak je v nas, da odkrijemo tisto, kar je nam pomembno. Če si dovolimo to odkriti. Če si dovolimo, ja. Če si dovolimo že zjutraj začeti z, rečeva lahko, predigro, ki se bo nadaljevala tekom dne, zato da bo večer po meri obeh. Ja, predigra se začne že zjutraj, to je definitivno ta odnos. Tudi temelj ne vsega, to sem že na začetku rekla, da v bistvu kar ti dobiš kot posameznik, ne, ampak temelj vsake dobre spolnosti je dobra samopodoba, torej nek notranji mir sam sabo in neka dobra podoba samim sabo. To je res ful temelj in ful premalo se o tem govori, da moramo na nek način biti dobri sami sabo. Ne.
konstanten negativni pogovor s samim sabo, nisi Vpliva dovolj. tudi na spolnost. Nisi dovolj, tega ne delaš prav. Oni imajo spolne odnose 3-krat na teden, mi imamo samo 1-krat na teden, z nama je nekaj narobe. Ta konstantni pritisk, da je z nami nekaj narobe, to je treba malo utišati. Kaj pa je merilo? Rekla si 3-krat na teden, 1-krat na teden. Vem, da ne moreva o številkah, pa vendar, kaj je, bom rekla, neka zdrava spolnost v odnosu? Zdrava spolnost v odnosu je toliko, kot ta par sam določi, da je za njiju dobra spolnost v odnosu. Če bi ta par rekel, mi dva seksava 1-krat na teden in je to za naju zadovoljujoče, ko imava spolni odnos, uživava. Trenutno imava drugačne, pač naš urnik, tudi časovno moramo kdaj gledati, ne, naš urnik ne omogoča več spolnega odnosa v tem tednu in sva s tem zadovoljena. Ne? Zdaj, če si pa kakšen par, ker to je življenjska v bistvu pot v partnerskem odnosu, je ta konstantna lovljenje ravnotežja med različnima spolnima željama. Ne? V različnih obdobjih ima mogoče moški višjo željo, mogoče ženska in se ta konstanta v bistvu uravnavanje. Ne? In to je tudi ta čar nenehnega prilagajanja enemu drugemu, ne? Kar se v nekaterih obdobjih je boljše prilagajanje, v nekaterih manjše. Recimo, če imaš majhnega otroka, je izjemno težko prilagajati spolno željo in moraš takrat dati na prvo mesto otroka. O tem pišeš v knjigi. O knjigi bova še v nadaljevanju, ker si omenila majhen otrok. Pravijo, da je odlična kontracepcija, ker spi na sredini. Kako to vpliva na partnerstvo, na odnos, na spolnost v odnosu? Še vedno, ko imamo majhnega otroka, to pravim tam do 1-2 let, odvisno, nekateri tudi do 3 rečejo, da imajo to tehniko, je mogoče spolnost ni tako v ospredju, kar pa jaz pravim, to ne pomeni, da intima ni v ospredju. Kot sva že prej omenili, so to 2 različne stvari, intima in spolnost. Lahko smo v tem obdobju zelo intimni, nas otrok zelo zbliža, se čutimo, da smo na eni skupni poti, imamo skupne težave, lahko si zaupamo in mogoče nismo tako intimni v spolnosti, pač nismo spolno aktivni, mogoče pa ravno takrat, ko smo spolno aktivni, je to še veliko boljše, ne? Ker si končno vzameš čas eden za drugega. Ne? Ampak praviš, da na to, koliko smo spolno aktivni, vpliva tudi užitek. Se pravi, zdaj napotek za žensko ali moškega, če partnerju ni vprašaj se, kaj narediš ti za to, da bo užitek večji, recimo, ne vem, nasvet, ki bi ga dala. Ker vedno kažemo samo s prstom, ne? Sej na svet je zelo težko dati, ker če ne poznamo točno nekega vzroka, neke strukture v odnosu, zakaj je do nekega prišlo, je zelo težko dati nek napotek. Zdaj, če ti nekdo reče, da je utrujen, lahko vprašaš, kaj je bilo vse, ne? Ali je služba, ali je doma preobremenjen, ali kaj bi lahko razbremenil na nek način. Kako ti lahko pomagam. Kako ti lahko pomagam, ja. Zdaj, če pa je nek vzrok v samem spolnem odnosu, recimo, ne, se je pa tle tudi treba pogovoriti na tak način, kaj bi lahko tle izboljšali. Ali pa, se pravi, je temelj spolnosti pogovor? Ja, seveda. Komunikacija? Komunikacija je zelo pomembna. Ampak ponavadi v komunikaciji imamo glede spolnosti ena je neverbalna, ne? Tudi recimo povabilo v spolnost je lahko neverbalno, ne? Ko poboža nekdo po hrbtu, s telesom, mi tudi v spolnem odnosu zelo komuniciramo s telesom, ne? Nam je všeč, nam ni. Včasih so te neanse zelo nevidne, ne? Ko se malo umakneš, če ti kaj ne prije ali pa greš bližje, ne? To je vse komunikacija. Potem je pač verbalna komunikacija, še, ne, ali pa a greva seksat. Večkrat ženske uporabljajo, raziskave so pokazali, da ženske večkrat uporabljajo ta izraz a greva seksat, direktno moškemu, in so potem moški v tem intervjujih opisali, da jim to ni všeč, ker v bistvu tudi oni bi radi bili, da jih zapeljejo, da se počutijo kot objekti, ne, in da jim ni všeč, če jim
tako direktno rečejo, ženske pa ravno to rečejo zaradi tega, ker imajo to predstavo v glavi, da so moški vedno za, ta mit, ne? Da so vedno za, vedno pripravljeni, vedno za akcijo in da oni pač samo to rečeš in so za akcijo. Tako da tle je treba izboljšave. Se pravi, zapeljevanje ene in druge strani je zelo pomembno. Zelo pomembno. Tudi moški ravno tako si želijo biti videni, biti slišani in večkrat tudi v spolnosti iščejo neke stvari, ki jih ne morejo izraziti. Ne? Tako, potem je pa ta humor. Humor se uporablja tudi za govor o spolnosti. Kjer je velikokrat tudi ta pasivno-agresivno, ne, mi dva pa nisva že, sploh ne vem koliko časa, sploh ne vem kakšna je že od spodaj, ne. Ta nek humor zavito, neko pasivno-agresiva, ki v bistvu škodi obema partnerjema, ker nista iskrena, ker si ne povesta, kaj čutista, ker oba v bistvu tiščista v sebi nek spor, neko težavo, ker bi pač rada bila videna, rada bila slišana. Ne znata povedati drugače in povesta skozi, bom rekla, prikrito neko komunikacijo, ki pa je verjetno na drugi strani zaznana in morda naredi kontraučinek. Tako je. Te šale včasih naredijo več škode kot dobrega. Ja, res. Jaz rečem, vprašajte, kaj se skriva od zadaj. Sej, veliko ljudi ne bo znalo povedati, zato ker res nismo navajeni govoriti o spolnosti. Ampak zakaj, ne? Odkje izvira ta sram? Prejle sva že rekli, način vzgoje, ne vem, obdobje odraščanja. Kaj pa vera kot taka? Ja, vera tudi, zakaj izvira ta sram, samo to ne bi rada rekla. Zaradi tega, ker mi ne smemo niti, ne smemo govoriti, ampak ne smemo niti kazati svojih teles. Ne? Torej, vedno ta zakleni vrata v kopalnico, zapri se, ne se dotikati. Torej, mi niti ne prijemo do stopnje, kjer bi lahko govorili, zato ker se že v fizičnem svetu ne smemo dotikati, ne smemo kazati, ne smemo, pač še sami sebe si moramo zakriti, ne? Koliko žensk se do odraslega obdobja nikoli ne pogleda od spodaj, ne poznajo svoje anatomije spolovila. Se pravi, za začetek je potrebno imeti svoje telo rad. Ja, svoje telo je treba imeti rad, seveda, ga v neki svoji lastni intimi spoznavati, ga otipati. To je naše telo, ne? To ni... Včasih se nekdo obnaša, kot da je to nek predmet tam zunaj, ta predmet, katerega ne smemo se dotikati, ne? Ampak to je del nas. Vsak košček našega telesa je del nas in se ga lahko dotaknemo in ga lahko spoznamo in prav je, da ga spoznamo. Se pravi, se sprejeti? Se sprejeti, ja, ker če ti ne poznaš svojega telesa, kako boš potem nekomu drugemu razložil, kaj ti ustreza in kaj ne? Naši možgani so izjemni. Naši možgani vsak dotik prepoznajo, ko pošljajo informacijo v naše možgane, mi vse poznamo, ali nam je všeč, ali nam ni všeč in so izjemni v tem prepoznavanju. Lahko pa jim še malo pomagamo, da raziščemo naše telo in ugotovimo, kaj vse skriva. No? K temu raziskovanju morda sodi tudi samo zadovoljevanje. Fantje se začnejo mnogo prej kot ženske, berem, kot dekleta. Za nekatere je to spet en velik tabu. Don't touch, ne? Za druge ne. Ja, to je spet ta socializacija v spolnost. Glede moških se veliko bolj govori, da je to normalno. Da je to normalno, da tudi se jih veliko bolj na nek način spodbuja ali pa na nek način je to jim bolj naravno, ne? Ker, noče reči bolj naravno, družbeno sprejemljivo, ne? Ker več govorijo ljudje, tudi vrstniki med sabo si več povejo. Ne? Medtem, ko ženske smo socializirane v ta bolj drugi vidik, kjer se ohranja to nedolžnost pri ženskah, ne? In se ne vzpodbuja nobenega raziskovanja, nobenega dotika. Spet različno od družine do družine in tudi v zadnjem času mislim, da se malo spreminjajo te stvari. Pa tudi od naroda do naroda mogoče? Ja, od naroda do naroda pač to pa sploh. Spolnost ni pač tako univerzalna, recimo različni ljudje imajo različne preference. Recimo v Afriki sploh ne poznajo ženskega orgazma in v Afriki tudi recimo, če je v spolnem odnosu ženska navlažena, jemljajo to kot negativno, tako da to morajo biti izredno boleči spolni odnosi,
ker navlaženost je zelo pomembna in jaz vedno rečem, uporabljajte lubrikant, prosim, ker to je res, če ne je zelo boleče, pekoče, pusti ranice, lahko te peče, kadar greš na WC in tako da, ja, navlaženost je zelo pomembna, ne. Tako da, različne kulture imajo različne poglede. Pogojena z željo, z vzburjenostjo, z užitkom? Ne, v bistvu zadnje raziskave kažejo, da je popolnoma nekaj drugačnega in glede na spol se malo razlikuje. Naredili so raziskavo, kjer so moškim in ženskam namestili take senzorje na genitalije, na moški penis in v žensko vagino so vstavili tak senzor, ki meri temperaturo, ne, ker ženska, ko se vzburi, se zviša temperatura, ne, in so potem jim predvajali vsebine, ne, različne vsebine, erotične filme, tudi vmes so bile tudi neke pač navadne prizori, ne vem, niso bili seksualni prizori in so ugotovili, da pri moških je 50% ujemanje. Torej, erekcija se ne vedno zgodi, ko je moški, to sem podala povedati. Potem so pritisnili na tipko, na gumb, če so se počutili vzburjene, ne? Če so videli nekaj, kar jih je vzburilo, so pritisnili na gumb, ne? In so ugotovili, da moški ima 50% ujemanje ali čuti vzburjenje in erekcijo. Torej, da je istočasno bila erekcija in vzburjenost, da je on pritisnil na gumb, je 50%. Okay. Ker poznamo, da včasih moškim pač pride do erektilne disfunkcije, pač mu ne ostane, ali pa zjutraj včasih imajo mokre sanje, pa niso se zavedali, ne. Zato, ker naši možgani drugače dojemajo, naše telo se odziva na okolico, ampak naši možgani so tisti na koncu, ko bojo rekli, da je to seksualno ali ne. Pri ženskah, ki so se vzburile ali pa so pritisnile, da so vzburjene, je to 10%. Takšna razlika. Ja. Torej, vemo in tudi vemo, da recimo v nekih, kar včasih reče kdo, ja, ampak si vlažna, to ti verjetno paše. Ne. Šele, kad ti reče ženska, da ji nekaj paše, je tisto, kar ji paše. Zaradi tega, ker že vemo iz menstrualnega cikla, da smo v določenih obdobjih bolj navlaženi, ne? Ko gremo v ovulacijo, smo bolj navlaženi kot ponavadi. Se pravi, je zelo odvisno, ne ta hormonske spremembe, ampak pri ženskah, ne? Pri ženskah, ja. Vsi tudi pri moških, samo pri moških je nižja, oni imajo nižji vpliv. Ja, večji korelacija z njihovim, tako da je tle ta razlika, zato jaz zmeraj rečem, upoštevajte, kaj nekdo vam reče, ne. Se pravi, se pogovarjati. Se pogovarjati, ja, ker včasih rečejo, ta zelo znan film 50 odtenkov sive, ne, ko on nekaj njej počne in reče, ja, si navlažena, to ti paša, ne, in ona reče, ne, pač ne, meni mi to ne paša, ampak še vedno dovoli, da se to dogaja, ne, kljub temu, da njej ni ustrezalo, ampak če je on rekel, tle kaže to nezaupanje v naša telesa, ne. A zdaj ima on prav. Kako ima on prav, če ti živiš v svojem telesu? Partnerju moraš najprej zaupati, tudi ko morda preizkušata nekaj novega v spolnosti, je potem stvar lažje steče, ne? Se pravi, je v prvi vrsti zaupanje tisto. Seveda, zaupanje v tem, da lahko v vsakem času nekaj prekineš. Pa tudi, da ne prestopi kdo meje, tako, ne? Tako, ja. Zaupanje je zelo pomembno, ne? Ljudje, ki si želijo biti z nami, upam, da gradijo na tem, da bojo gradili zaupanje in da bojo gradili te meje, ker če se te meje enkrat prekoračijo, raziskave kažejo, da ženske potem nočejo več vstopati v te spolne odnose, ker v bistvu njihove meje niso zavarovane in posledično njihov užitek ni na vidiku. Omenila si film oziroma knjigo 50 odtenkov sive, pa me je asociiralo na fantazijo. Ja. Se pravi, kako pomembna je fantazija v spolnem odnosu? Ja, zelo, ker se dogaja v možganih, ne? Kako potrebna je fantazija, če te vprašam drugače? Pač fantazija in domišljija je zelo pomembna v našem vsakdanjem življenju, ker se mi da to dela ravno življenje zanimivo, ne? Da ni črno-belo. Da ni črno-belo, da nekaj drugega vizualiziraš, da vidiš. Zdaj, eno je fantazija, drugo je realnost, ne? Veliko ljudi je strah fantazirati, ker jih je strah, da je to res, ali da so taki oni, ali pa ne vem, da
veliko tega sramu pol povleče to, ampak fantaziranje je pač lahko samo fantaziranje. Nič se ne bo zgodilo v realnem življenju. Vse ostane pač v tvoji glavi. In mogoče kdaj je fajn fantazije deliti s svojim partnerjem, ne? Ker potem odkrivate kaj novega. Ne? Je pa težko. Še en vidik je, zakaj je to težko, zaradi tega, ker si mislimo, da bomo zavrnjeni, ne? Da ne bomo sprejeti celostno, ne? Da bo partner videl, da nas je malo sram. Tako da, ja, težko ljudje pol delijo fantazije, ampak fantazije so dobrodošle. Kaj bi rekla na to, da fantazija v spolnosti, pri spolnem odnosu, ampak ne vem, potem si z glavo tam nekje, nisi z glavo pri partnerju. Ja. Kaj pa tale vidik? Ja, to se zdaj pogosto dogaja pri moških in ženskah zaradi tega, ker imamo preveč vsega. Ne? Imamo preveč vsega. Tempo življenja je zelo mentalen. Ne? Veliko imamo informacij v glavi. Ne? Zdaj je zelo popularno te meditacije, ne? Kjer v bistvu ti si vklopiš meditacijo, ko seksaš, ne? Da imaš neko, da te pomirja, ker v bistvu, kadar si ti v spolnosti res prisoten, ne? Takrat se največ zgodi, ne? Ker to je nek način meditacije. Ne? Ti izklopiš vse in se prepustiš, da uživaš v tistem danem trenutku. Ne? Tako da zdaj obstaja že veliko teh aplikacij pa meditacij. Se pravi, je zelo pomembno biti tukaj in zdaj. Seveda, zelo pomembno, ja. Zato, ker ravno takrat ti razbremeniš možgane, ne? Ker če že govorimo o nekem orgazmu, ki bi ga radi doživeli, če bi ga, ker v spolnost lahko rečemo tudi, če nočemo orgazma. Lahko rečemo samo zaradi nekega užitka, za nekaj povezanosti. Se pravi, je pomembna pot, ne samo cilj, tako, ja, ki naj bi bil orgazem. Ja. Ni pri vseh orgazem cilj. Ne? Mlajše generacije pravijo, da ni jim več tako pomemben ta orgazem, kot pač starejšim. Bolj razumejo spolnost kot neko celoto, kot nek preplet odnosa, užitka, povezanosti, intime. Bolj to celostno doživljajo spolnost, kot je prej bil ta imperativ, orgazem mora biti. Ne? Tako da upam, da bomo šli v tej smeri, ker pušča več možnosti raziskovanja, pa manj pritiska. Ker če imamo mi, da je orgazem, ta pritisk, da mora se to zgoditi, to pritiska na naše možgane in ga ni. Ja. Je, se pravi, res je težko potem. Ta osvoboditev iz primeža teh, bom rekla, nekih normativov je zelo pomembna. Ključna. Ja. Ker sva začeli z orgazmom. Včasih se mi zdi, da sploh ne vem, moški, ženske ne vedo, da pač poznamo več orgazmov, različne orgazme. Ja, tle sta dve stvari. Ne? Poznamo en orgazem, ki je lahko različna intenziteta orgazma. Orgazem imamo en organ v naših telesih, ker naša telesa, moški in ženske, so homologna, ne? Torej smo sestavljeni iz istih predelov, ampak drugače prerazporejeni. Ne? Ker tam do 3. meseca imamo popolnoma enak organ, potem se pa ta razvije ali v penis ali pa v vulvo. Pri moških je konica penisa in notranjost ta del, ki je popolnoma enak klitorisu, ne? Torej ta dva organa sta enake funkcije imata in stimulacija penisa in stimulacija klitorisa proizvede lahko orgazem. Nekatere ženske lahko doživijo orgazem tudi v sanjah, torej brez dotika, samo s fantazijo. Tako da vedno je pol ta, rečemo, da je pač na koncu mi pritiskamo na te živčne končiče, ampak orgazem je v možganih. Je pa res različna intenziteta, ne? Tudi če včasih, ko s partnerjem, če si izmenjata poskus, domača vaja, izmenjajmo si informacije, kakšen orgazem je bil. Ne? Odvisno je, kakšen spolni odnos je, ali hitiš, ali imaš čas, ali se dražiš eden drugega. In potem se mogoče primerjamo te različne intenzitete orgazmov. Ne? Kaj pa, če ga ni? Ja, če ga ni, je ravno tako v redu. Če si v tem trenutku imel nek stik s tvojim partnerjem, če si se čutil ljubljen, če je partner zate poskrbel, je ravno tako v redu. Kot pravim, ni glavni cilj orgazem, ampak glavni cilj je, da se ti imaš fajn z osebo, ki jo imaš rad. Ampak zakaj potem takem
veliko žensk, moški menda ne morejo, hlini orgazem. Ja, to pa zaradi tega, ker ta komunikacija, mogoče to, razumevanje naše seksualnosti, nočemo zaostajati na nek način in zaostajamo ne zaradi tega, ker ne moremo doživeti orgazma, ampak zaradi tega, ker zelo slabo poznamo naše telo, zelo slabo poznamo, kako sploh do orgazma priti v heteronormativni zvezi, ker ženske, ko je bila študija in so se moški in ženske samo zadovoljevali, je 95% moških doživelo orgazem pri samozadovoljevanju in 95% žensk je doživelo orgazem pri samozadovoljevanju. Ko so pa bili ti moški in ženske v paru, je moških 95% doživelo orgazem, žensk pa 65%. Ne? Zakaj? Torej, zakaj? Tle ni vprašanje, da ženska ne more doživeti orgazma, ampak je bolj vprašanje, kaj se zgodi v partnerski zvezi, v heteronormativni zvezi, ker v bistvu v lezbičnih odnosih imajo višji ratio, oni imajo 86% orgazma doživijo obe partnerice. To sem brala, da dejansko med dvema ženskama je višji. Ja, odstotek višji. Ja. Tle je to, najbolj je ta usmeritev v koitalni spolni odnos, torej v penetrativni spolni odnos, in ta penetrativni spolni odnos je center spolnega odnosa. Tudi ko ti vprašaš ljudi, kaj je za te spolnost, bojo vedno govorili, penis v vagino, torej ta penetracija. Ampak to je samo en delček spolnosti. In zdaj, če mi mislimo, da je to edini in naraven način, kar je še slabši, naraven način spolnosti, se pol vse fokusira v tle. Ampak mi vemo iz raziskav, da ženska nožnica ni tako oživčena. To so že v 60 letih. Master in Johnson ugotovili, da ženska nožnica ni oživčena na tak način, da bi jo dojemala kot užitek. Naši možgani ne tega procesirajo kot užitek. Ja, nam paša, je lahko v redu, vse super. Nekaterim ženskam to zelo paša, ampak imamo drugi organ, ki je klitoris. In ta organ je spregledan v odraščanju žensk, se o njem ne govori, se jim ne dovoli, da se ga dotikajo, torej ga ne dobro poznajo. In v odraščanju moških. Moškim se ne predstavi, to je klitoris. Oživčen je ravno tako kot tvoja glavica penisa, zato se obe glavici, glavica penisa in glavica klitorisa, imenujeta glans. Tam je 5000 živčnih končičev, ampak na ženskem klitorisu, ker je manjši, ker je tako kot ten gumbek, je 8-krat večja gostota in je tako še bolj intenzivno. Torej, razmislimo, kaj nam paša kot moški, če nam vedno paša enako drgnjene, nek tak način, da ti razumeš potem žensko seksualnost na ta način, v bistvu smo si podobni, tle je neka smernica podobnosti. Lahko bi jaz vprašal jo, kaj njej paša, ker različni so tudi različno intenzivno občutljivi, ampak mogoče ženska ni raziskovala, ker je tabu, samozadovoljevanje je tabu, to, da ne govorimo o tem in potem privede do tega, da vstopamo v neko spolnost, ki ni zadovoljujoča za ženske. Ampak to se bolj spremeni. Moja raziskava je pokazala, z leti se spremeni, moja raziskava je pokazala, da te prvi odnosi v 20 letih so bolj narodni. So taki, tudi zaradi tega, ker ženske bolj slabo poznajo in potem pa, ko ženske ugotovijo, da je treba nekaj raziskovati, potem tudi poiščejo take partnerje, ki jih vključujejo, ki skupaj enakopravno vstopajo v spolnost, ta enakopravnost v spolnosti je zelo pomembna, da sta oba na nekem skupnem potovanju, da eden teče naprej. V knjigi veliko pišeš o samozadovoljevanju, tudi ko moža ni doma in obratno, ker glavno junakinjo boli glava, mu reče, naj gre to, kar sam narediti. A je tudi to tabu tema? Se pravi, da ti v partnerstvu rečeš, no sej, jaz sem to že sama opravila, oziroma jaz sem to že sam opravil. Koliko je tega? A so kakšne raziskave na to temo? Prav raziskav ni na to temo, zato ker da splošno, ko govorimo o spolnostih in raziskavah, je to res slabo področje. Zelo slabo področje. Tvoja naslednja knjiga. Ki bo mimo grede rdeča, si rekla. Naslednja bo rdeča. Jaz si prej vizualiziram platnice.
Ja, zelo malo je raziskav zaradi tega, ker to področje je tudi pozno bilo sploh temelj preučevanja. Okay. Mnogo let je bila ta moška seksualnost ospredje kot nek model za vse druge prakse in stvari, tako da je pač malo teh raziskav. Ampak samo zadovoljevanje se vzpodbuja tudi v resnih dolgotrajnih zvezah. Okay. Ne zaradi tega, da bi ti oduzel nekaj temu odnosu. Ne. Velikokrat ljudje mislijo, da pač pol si sebičen, da si ti nekaj odzel temu odnosu. Ampak to je kot nek dodatek. Ne. Kot nek dodatek, ki je v bistvu namenjen temu spoznavanju sebe, potem sproščanju samemu sebe, ker ko imaš ti sam sabo, ko se samo zadovoljuješ, je to sproščanje, ker v bistvu telo preplavijo vsi ti hormoni sproščanja. In tretja stvar je to neko spoznavanje sam sabo, ki lahko potem zelo pozitivno vpliva na sam odnos. Ne? Če poveš partnerju, kaj ti morda paše, sam raziščeš in potem skomuniciraš. Ja. Ampak je to popolnoma nekaj drugega, ker ti si tam v odnosu sam s sabo, ne v odnosu s partnerjem. Ne? Torej, si želiš poglobiti odnos s sabo. Ne? In je lahko to zelo blagodejno, no? Rečem jaz. Kaj je zate zavrtost v spolnosti in kaj je svoboda v spolnosti? Ja, zavrtost je to, da na nek način vztrajaš pri nekih praksah, v katerih si v partnerskem odnosu, ampak še vedno si samo ti tisti, ki si potešen ali pa potešena. Torej, zavrtost je v mojem smislu nekaj, kar ti v bistvu delaš z nekom, ampak si sebičen. Ne? In nočeš niti malo pogledati okrog sebe, kaj se dogaja in kaj bi lahko bilo drugače. Torej, da ustvarjaš nekem tradicionalnem vzorcu, ki ti je bil predan in mogoče niti ti sam ne uživaš ali pa ti uživaš in partnerica. Kaj to pomeni, da ne raziskuješ? Da ne raziskuješ, ja, na nek način, da ustrajaš samo v enem scenariju, ker v bistvu ti si tekom življenja naučen spolnih scenarijev, ki jih potem prakticiraš. Ne? Mi smo naučeni najbolj tega. Osnovni prvi scenarij, ki se ga naučiš. Ne vem, misionarski položaj, ja, ne vem, misionarski. Ja, seveda. Ja. Se malo poljubljata, potem malo ji pomasira joške in potem misionarski položaj. To je ta prvi spolni odnos, ki zdaj pofokčkajte se od spodaj, vsi pritisnite like. Ja, nujno. Če je bil to vaš prvi spolni odnos, ne? Pač ta je prvi scenarij, ki smo se ga naučili. Ne? In pol so te različne, ta je v teh hollywoodskih filmih najbolj nadzorno prikazan, ker je tako, v bistvu nič ne pokažejo, ampak nekaj pokažejo. Ne? Okay. In potem se to nadaljuje. Zdaj, če ti se naučiš ta prvi scenarij in to počneš pol celo življenje, ne? Še pri zaprti luči, nesprejemanje svojega telesa, je pol zavrtost zelo žalosten del tvojega življenja. Medtem ko pri svobodi je pa ta svoboda se začne pri tebi, pri spoznavanju svojega telesa, pri taka, ko sem v redu, lahko jaz tle sem umirjena, varna in to je moje telo. Tle se začne ta svoboda. V tem, da ti sprejmeš sam sebe in rečeš kulje. In ko prijo tej, ja, ampak ti ne vedno doživiš orgazma. Kulje, če ne vedno doživim orgazma. Vem, da je to pač del mene. In to, da sprejmeš, da nekateri tvoji aspekti pač taki so. O spolnosti se velikokrat govori zelo senzacionalno. To, če tega ne delaš, si to. In velikokrat v ljudeh vzbujamo ta občutek, da je z njimi nekaj narobe. Medtem, ko je spolnost normalna v 1001 verziji. Vsak izmed nas ima različno življenje, različne vrednote, različne predispozicije. In vsak išče svobodo v svojih vzorcih. Ne? In če danes tako, še ne pomeni, da bo jutri enako, tako, ja. Ampak to je odvisno od nas. Seveda. Ker jaz to knjigo sem napisala ravno zaradi tega, ker sem ugotovila prvič v življenju, da je spolnost tako močno prilagodljiva in spreminjajoča se. Jaz sem prej mislila, da bo pač tako do konca mojega življenja. Mogoče pol, kadar bom 80 let stara, da mogoče ne bom več spolno aktivna. Ampak pol ugotavljaš, da skozi tvoje življenjska obdobja se stalno nekaj spreminja, da se ti spreminjaš, tvoje vrednote, tvoj svet. In to je svoboda. Spoznavanje, da je vse neka spreminjajoča se konstanta, v kateri ponovno odkrivaš sebe, svojega partnerja. In je tle neka ta igrivost. Ne? Brez občutka krivde. To je pomembno. To je zelo pomembno. To je zelo pomembno.
tudi da rečeš brez občutka krivde, ja, sem utrujen, ja, jaz si želim malo več. Ne? Se mogoče tudi, tako kot tega se zdaj vedno manj uči, ne? Vsega v življenju ne dobimo takoj. Ne? Je potrebno tudi malo potrpežljivosti. Ja. To nam manjka tudi v odnosu, neka potrpežljivost. Ne pa zdaj vse tako instant. Ne? Instant bom zdaj takoj dobil vse. Da te malo izzovem. Kaj je večji problem, da ženska ne doživi orgazma ali prezgodnji izliv pri moškemu? No, ne vem, če je to problem. To je vse dobro. Zakaj? Ker če to pogledaš kot neka priložnost. Recimo, imamo en par, ona dva veste, da moški bo doživel prejšnji izliv. Ne? Mogoče v tem imamo več različnih scenarijev, zdaj bom dala dva, ker imamo toliko časa. Ne? Okay. Prvi je, da če mi to vemo, imamo to informacijo, super, ker lahko začnemo tako, da vso pozornost namenimo njej in bomo na koncu počakali, bomo na koncu dali njega. Ali pa začnemo z njim, vemo, da bo hitro končal, potem lahko imamo še cel čas, da je še ona v ospredju. Ko doživimo orgazem, ni konc spolnosti. Spolni odnos se lahko nadaljuje. Ne? Lahko bi oba čakala. Lahko doživimo več orgazmov. Ja, lahko doživimo več orgazmov. Pa lahko bi oba rekla, ok, danes bova bila spolno aktivna, ampak lej, tudi če ne dožive orgazma. Greva ta izziv, mi dva noben od naju ne bo doživel orgazma. Ne? Pač ta igrivost v spolnem odnosu je zelo pomembna. In če vemo neko informacijo, to ni nujno, da je neka slaba informacija. Ne? Ni nujno, da je prezgodnji izliv slaba informacija. Ne? Kaj pa strast? Kako je strast pomembna pri strast je zelo pomembna. doživljanju? Samo strast je malo nagajiva, ne? Okay. Zato, ker ona nima rada rutine in potem včasih kar malo izgine, ne? Iz naših življenj, ker jo ta rutina kar blokira. V kakšnem smislu rutina? Rutina v tem smislu, da ti poznaš, da je tvoje življenje ritual, pač vedno eno in isto. Ne? Ti imaš tudi enega partnerja in ta rutina s tem partnerjem, še posebej to je prvi tak, ko se partnerja začneta živeti skupaj, je prvi ta rutina. Vidiš zjutraj, kako jemo, vse stalno, nič več ni tako skrivnostnega, ne? Ker strast ima rada te skrivnostne aspekte v našem življenju. Ne? Pa kar naenkrat zjutraj obaluleta skrati. Ne? Kar je cool, jaz pravim, ja, bodimo čim bolj odprti, ni to problem, ampak pol ni več nobene te tančice, ne? Okay. Kar naenkrat si ne dopisuješ ta več mesečev v službo, ker tak se bosta videla pol, ne? Tako da ja, strast je izmuzljiva, ampak tudi na nek način se jo lahko vedno znova obuja. Ne? No, da slišimo kako. Ja, to pa zdaj ne vem, kaj koga trigira. Nasvet, ki bi ga dala. Jaz nasvet, ki bi ga dala, bi pomislila, kaj je tisto, kar je vzbudil v mojih fantazijah. Ne? Okay. Če jaz bi zdaj recimo fantazirala o neki stvari, ok, zakaj mi je zdaj ta fantazija vzbudila neko strast? Mogoče fantaziraš tudi do nekoga tujca. Ne? In potem, glede na to, potem deluješ naprej. Ne? Ali pa pomisliš na začetku zveze. Pogovarjajte se, kaj je bilo na začetku zveze, tisto, kar vam je res dalo neko strast, kar vam je res pržgalo neko luč. Kaj je bilo tisto, kar sta rekla, to bi lahko zdaj bi dva poustvarila. Ne? Tako ja, da nekako pregledaš sebe in svojo zvezo, kdaj je bilo kaj, kar ti je dalo strast. Ker ja, to je zelo odvisno od vsakega posameznika. Pa tudi morda, da zagotovo veš, ne, po določenih letih zveze, kaj je tisto, kar partnerju vzbudi še več poželjenja, kar mu je všeč, pa morda greš iz rutine v to smer, da na nek način prebudiš strast. In mogoče tudi to, da opustiš to prepričanje, ker to prepričanje je zelo močno, tudi eno, ko rečemo, ja, če mu moram povedati, kaj si jaz želim, potem to ni to. Ker to si on že ve in to navodila za uporabo. In to prepričanje je zelo slabo, še posebej za dolgoročne zveze. Zato, ker v dolgoročnih zvezah ljudje se spreminjamo, jaz se spreminjam, moj partner se spreminja, mogoče to, kar mi je bilo všeč 10 let nazaj, zdaj več ni, moramo skomunicirati, kakšne so naše želje. Vse partner bo potem naredil malo po svoje. Mogoče ne bo naredil prav isto. Ne? Ampak še vedno se bo potrudil. Še vedno bo nekaj ustvaril za nas. To prepričanje, da bi ljudje kar morali vedeti, kaj si nekdo želi,
dela po moje več škode kot dobrega. Ker na nek način te Evropa nekega napredka, ne? In spoznavanje tvojega partnerja. Moramo si povedati, kaj je. Jaz vedno rečem, prinesi mi domov tiramisu. Se pravi v šifrah, on ve, kaj to pomeni. Ja, tiramisu, dobesedno. Razumevanje skozi čas, skozi odnos. Ja. Čeprav verjetno z leti vsaka partnerska zveza postaja bolj, bom rekla, odprta v tem kontekstu razumevanja, da si več lahko povemo, da smo bolj sproščeni, ali ni vedno temu tako? Ni vedno temu tako. Verjamem, da ljudje stremijo k temu, ampak recimo jaz sem imela v moji raziskavi tudi ženske tam blizu 50 let, ki so že vstopali v menopavzo in kar nekaj jih je imelo težave na področju spolnosti. V smislu? V smislu partnerske zveze. Okay. Zato, ker na nek način so se zgubile v tistem obdobju. To je ravno obdobje, ko tvoji otroci grejo študirati, ko spet ostaneš sam in je bilo kar nekaj težav, ko so si želeli več, zaradi tega, ker so nekako pričakovali menopavzo in so se želeli izživeti sebe, medtem ko njihovi partnerji niso dohajali njihovih potreb in njihovih želja. Seveda je to spet ta iskanje teh kompromisov znotraj zveze. Ne? In bi si mislil, gledajte, ljudje so skupaj že 30 let, ne? Ja, so že toliko skomunicirani in zvežbani, da bojo zdaj to prebrodili, ampak ne vem, ena je bila prav intervjujanka, ki je rekla, da zdaj bo pa res obiskala seksologinjo, da skupaj to predebatirata, ker včasih je bolje, da imaš nekoga, ki je tretji opazovalec in lažje vidiš potem stvari ali pa ti je jasne. Mogoče ti nekdo v tvoji zvezi govori nekaj 5 let, ampak ti ni jasno, koliko ti pa nekdo tretji pove. Kdaj je pravi čas oziroma kdaj je razlog dovolj zgovoren, da gremo k seksologu? Ja, zadnji sem dobila zelo dober nasvet od enega terapeuta, je rekel, glavni razlog, da gremo k seksologu je takrat, ko nekomu tisto, kar čutimo v sebi, ne moremo več izraziti. Torej, ko ti nimaš nikogar več okrog sebe, ki bi mu lahko to povedal, ali pa ko ne moreš nikomu nekaj zaupati. Če držiš neko noter svoje breme, je fajn, da greš s nekom pogovoriti. Na temo spolnosti. Ja, ali pa kakšno drugo temo. Ko ti nekaj ne moreš več povedati in ti postaja breme, te obremenjuje, potem je fajn, da greš. Kako gledaš na reševanje težav v odnosu skozi spolnost? Na dolgi rok mogoče se to ne bo ravno obrestovalo. Ravno zaradi tega, ker odvisno kakšna spolnost je pol to. Ne? Velikokrat slišimo, ja, midva sva se sprla in potem je bil to najboljši seks v najinem življenju. Ne? Ampak a je super, da je bil seks najboljši v najinem življenju, ampak a tista prtljaga iz prepira ostaja tam, ustvarja težo v najinem odnosu, ker več teže iz teh prepirov, ki se bo nabrala, manj bo pol ti spolnosti in manj bo pol ti odnosa, ne? Ker mi v neki točki pol ne prenesemo več nalaganja nekih sporov. Tako da super je, imejte tisti spolni odnos, ne bo to najboljši spolni odnos v vajnem življenju, ampak pol se vrnite na ta problem, na to tematiko. Ne? V knjigi se velikokrat vračaš na ta problem, ker so na nek način težave. Do knjige še prideva. Zanima me še ta razlika spolnost kot potešitev in spolnost kot izraz ljubezni. Mislim, da tle je več, ni tako zabrisana ta meja. Zato, ker ta je težka iz tega vidika, ne? Ker ženske smo bolj socializirane v romantizacijo spolnosti, ne? Moški pa v to potešitev. Ne? Ampak ta socializacija obeh spolov ustvarja praznino v obeh. Ne? V moških, ker, kot sem že prej omenila, a greva seksat, ne? Pač moški se čutijo ranjene, ker... Kdo bi si mislil? Vidiš, še en stereotip. Sem rekla, da so zelo močno so zakorenjeni te stereotipi. In res, ko rečeš, ja, oni so vedno za akcijo, oni, to jim je njim neki, ne.
moški ravno tako v spolnosti iščejo ljubezen, iščejo povezanost, iščejo potrditev. To so pravi moški zate. Kaj potrditev za moškega v spolnosti? Da jo pripelje do vrhunca? Ja, okay, zdaj Spet še en stereotip, a ne? Ja, zdaj to je še en stereotip. Ker to se v bistvu nek način je ta binarni sistem, moški so za akcijo, ženske so pasivne, ne? Moški je tisti, ki v spolnem odnosu poskrbi za užitek, tudi kao ženski, ne? In se bolj prelaga ta odgovornost na moškega, ne? Bogi moški. Ja, ampak mislim, da bi morala biti oba partnerja aktivna v tem iskanju, ne? To je še en ta mit, ki ga privlečemo s sabo, ki ga je treba malo izruti. Je še več takih mitov, na katerega bi morda še opozorila? No, zdaj tekom tega pogovora smo jih kar nekaj povedali, ne? Ki v bistvu pravijo na to, ta je bil tak kar močen, no, da moški morajo poskrbeti za vse, ne? Kar jim nalaga tudi nek določen stres, ne? Da mora zdaj že za vse poskrbeti. Medtem ko ima ženska ta stres, da mora slediti njegovemu scenariju. Ne? Nikoli ne sme biti ona tista, ki, tu pa govorim v okvirih mita, ne? Da mora slediti potešitvi moškega. Ne? To je ta mit, da mora ženska slediti njegovi zadolžiti. To je najbolj pomembno je, da zadovolji moško potešitev in mit še eden je ta, da se spolni odnos konča z orgazmom. Spolni odnos se ne konča z orgazmom. Lahko se konča s poljubom. Ali pa ne vem. Škečkanjem. S tuširanjem. Ja, različni so te. Ali pa recimo ta je velik mit, da prvi spolni odnos je v bistvu penetrativen spolni odnos. Ne? In mit je tudi, da ženska izgubi nedolžnost s tem, ko moški penetrira. Pač to je mit. Lahko bi bil tvoj, vsak si lahko določi, kdaj je njegov prvi spolni odnos. Mogoče bi rekla ena posameznica, moj prvi spolni odnos je bil takrat, ko sem prvič doživela orgazem. Ali pa bi lahko rekel en moški, moj prvi spolni odnos je bil takrat, ko sem prvič ležal skupaj z eno žensko. Ne vem, pač te definicije so tako zelo družbeno pogojene, usmerjene. Zakaj si se lotila raziskovanja ženske seksualnosti in feminizma v magistrskem delu? Ravno zaradi tega, ker feminizem je v bistvu bil ta prvi, pač v bistvu drugi val feminizma je vplival na raziskovanje in odkrivanje ženskega užitka. One so prve, ki so začele raziskovati, pisati eseje in javno govoriti o ženskem orgazmu. In zato me je zanimalo ta sprememba v kulturi. One so pa tudi prve tiste, ki so začele ženske spodbujati v raziskovanje same sebe in nekatere so potem zašle v podjetniške vode in odprle prve sex-shope prav samo izključno za ženske. So bili te sex-shopi, ki so bili na nek način prodajalne, ampak tudi izobraževalni centri, kjer so posameznice dobile eseje, knjige, zaposleni tam so bili izobraženi in so z njimi govorili in so jim podali teorijo. Ni bilo samo, pač v bistvu je bila ta sinteza med nekim družbenim gibanjem in gospodarstvom. In me je bolj takrat ful to zanimalo, sicer v Sloveniji nimamo takih sex-shopov, kar je žalostno, ampak ja pač nimamo. In me je bolj to zanimalo, pa še ta uporaba erotičnih igračk me je vedno bila fascinantna in sem bila radovedna, kaj se skriva za. So nujne v spolnem odnosu. Pred kratkim sem slišala eno izjavo, češ midva tega ne potrebujeva. Seveda ne potrebujeta, tista dva definitivno ne. Na tvoj pogled na uporabo? Moj pogled na uporabo je, če si to želiš. Okay. Ni to neka nuja, ampak če si to želiš. Vsak lahko v svojo spolnost vnaša tiste elemente, katere si jih želi ali pa ne, ali pa misli, da si jih želi. Erotične igračke niso nuja nobenega spolnega odnosa. Je pa mogoče... So pa kaj? Ja, zdaj v moji raziskavi sem odkrila, da lahko pozitivno vplivajo na
razumevanje ženskega telesa. Torej, uporabnice so lažje razumele sebe, predvsem zaradi tega, ker je recimo samozadovoljevanje pri ženskah tabu in se, niso samozadovoljevale z rokami, medtem ko je z igračkami bilo lažje, so potem lažje skomunicirale svoje želje partnerjem, tiste, ki so uporabljali erotične igračke v samem spolnem odnosu, so poročale o tem, da so lahko hitreje doživeli orgazem in najpomembnejše so imeli kot nek tak občutek, da lahko doživijo orgazem, da ni nekega pritiska ali bo zdaj doživela orgazem. Torej so jemali kot nek pripomoček, ki je njun spolni odnos v bistvu še izboljšal. Tako da so bile načeloma pozitivne. Se nihče vidike za nič ni počutil prikrajšanega? V preteklih zvezah mojih intervjujank so bili partnerji v njihovih življenjih, ki niso želeli uporabljati erotičnih igračk, ker so jih doživljali kot tekmece v spolnosti. In niso želeli, tle je zdaj ta percepcija, ali je to zdaj spet nek mit, da je vibrator konkurenca moškemu, kar ne drži, Torej, to je samo nek dodatek v spolnosti, ki ga lahko uporabiš ali pa ne. Tako da ja, ampak potem itak te intervjujanke so zapustile te partnerske zveze in so ti partnerji, ki so zdaj skupaj z njimi, nekateri celo spodbujajo to, ker vidijo, da pač jim paša, pa tudi itak so večinoma krat moški to uporabljajo, torej so kot oni tisti, ki uporabljajo erotične igračke za stimulacijo žensk. Ko so prišli k tebi v sex shop po te igračke, je bilo bolj narodno tebi ali njim? Kako odprti smo? Vse pomalo, meni in njim. Odvisno, kdo je prišel. Eni so bili zelo sproščeni in so me še nekaj naučili, eni so pa bili zelo zadržane. Tako da ja, odvisno. Kako naj ženska loči med tem, kaj si resnično želi in tem, kar je neka družbena norma oziroma nek način, neka vzgoja, nek način dojemanja skozi odraščanje? Ja, to predvsem pri tem, kako ona to doživlja, Sej ti v glavi točno veš, kaj ti bo zdaj tebi pašalo in kaj ti ne bo pašalo. Tako da moraš res poslušati sam sebe in neko to odkrivanje samega sebe je zelo pomembno. Ja, ta pogum tudi malo v tej družbi, da rečeš, razumem, erotične igračke so na trgu, ampak to v moji spolnost ne sodi. Recimo. Ali pa, ja, erotične igračke so na trgu, jaz sem poskusila eno, meni to zelo paše in bom nadaljevala in to je zame top. Ni pravilnih in napačnih odgovorov v nekem takem smislu. Težko damo neka navodila, to je to in temu moraš strmeti. Če mene vprašate, je eno najbolj pomembno navodilo in to je, da ko vstopamo v nek odnos ali sami sabo ali pa z nekom drugim, vedno skrbimo, da ne prestopimo nobene meje. Torej, če nekdo reče ne, je to ne. Torej, zelo je pomembno to, da vemo, da skrbimo eden za drugega in ne povzročamo nasilja. To je spoštovanje, ne? Ja, spoštovanje. Samo nek drugi izraz je. Soglasje. Ja. Torej, vedno mora biti soglasje v spolnosti, da se nekaj izvede. A misliš, da če spolnost doma ne štima, je to... Se da popraviti. Se da popraviti, ampak je to morda tudi razlog za skoke čez plot ali odprte zveze? Čeprav je eno in drugo bistvena razlika, pa vendar, kakšno je tvoje mnenje? Jaz nimam tle nekega mnenja in tudi nimam nobene strokovne podlage, da bi zdaj karkoli sodila. Kaj se ti pa zdi? Zdi se mi, da je to mogoče kompleksnejši problem ja, ki ni samo posledica spolnosti, ampak več različnih dejavnikov. Najne erotične črtice. Kako zelo so erotične, Eva, za začetek? Zelo. Predvsem zaradi tega, ker erotiko vedno dojemamo samo v smislu, da je spolno aktivna. Jaz sem pa v tej knjigi želela predstaviti erotiko, ki je pa tudi spolno pasivna. Torej, ko se nič ne dogaja na nek način. Ampak to je še vedno erotično življenje posameznika. Erotične črtice so več kot resnične. Ja. Pripovedujejo o spolnosti, ki ni vedno idealna, niti vedno prisotna. Točno tako. V zagovor boš povedala kaj? Točno to sem želela povedati, da pišemo o nekih resničnih trenutkih,
ki se dogajajo in jih ljudje ponavadi nikoli ne preberejo ali pa nikoli o njih ne spregovorijo. Z roko zdrsi po njenem vratu in jo povleče k sebi. Njene ustnice se nežno dotaknejo njegovega nosu in spolzijo do ustnic. Naključno sem odprla. Seveda. Se pravi... To je prizor iz filma. Okay. To je prizor iz filma. Ona dva gledata nek film in to je prizor iz filma. In ta črtica govori ravno o tem, kako je v filmih vse enostavno. Kako v filmih ona dva se zaljubita, spolzi roka, se poljubita, iskrica in ona ta glavna junakinja v tej knjigi celo noč ne spi, ker si predvaja ta film, kje se je ona izgubila. Zakaj pri njej ni tako? Kaj je z njo narobe? Veliko teže v tej knjigi je namenjeno glavni junakinji. Ona cel čas se utaplja pod težo samoobtoževanja in sramu, da je z njo nekaj narobe. In to je problem, ker mislimo, da je z nami nekaj narobe, ampak mi smo v neki situaciji, ki se popolnoma spremeni kontekst in je treba razumeti to situacijo, ne pa samo vse nalagati na svoje lastna ramena. Da poveva, se pravi, glavni junak, ki se, kar se spolnosti tiče, svet poruši, ko dobi prvega otroka. Je, ja. In spolnost ni več enaka, kot je bila pred zanositvijo oziroma nosečnosti. In potem ona ugotavlja, kaj je z njo narobe, no? To nalaga to še dodatno breme na to težko situacijo in z možem nekako iščeta in odkrivata neke različne tehnike, ker če dobro bereš, so to neke tehnike, ki bi vsak terapeut predlagal parom, da jih izvedejo doma. Zdaj v tej knjigi zanalašč, vse se jim ne izpeljejo pozitivno, zato ker vse v življenju, kljub temu, da mi dobimo nek recept, tudi ko prvič kuhamo juho, mogoče bo perfektna, ampak mogoče pa ne bo. Ne? Vsi recepti in vsa navodila in vse dobronamerne izjave, ki jih dobimo, se v naših življenjih ne bojo realizirale, ker mogoče imamo tak odnos, mogoče smo taka oseba. In tle je res ogromno nekih teh nasvetov, ki jih ona posluša podcast, bere knjige, raziskuje, ampak vse se ne izide, ker tako je življenjsko. Ampak rekla si, da ob pisanju knjige, ob povratnih informacijah ugotavljaš, da dejansko ima veliko deklet po rojstvu otroka težave med rjuhami, če rečem tako. Težave imamo po moje ženske po rojstvu tudi z iskanjem lastne identitete. Prvo to je ta največji premik, se mi zdi, ko se ti tvoja identiteta popolnoma spremeni in v bistvu vidiš, kako močni so ti vzorci družbeni, ki te malo zmeljajo in najprej sploh nimaš časa, da bi ugotovil, kje si, ker kot smo rekli na začetku, samopodoba in kako se ti sam počutiš, je temelj v spolnosti, ne? Da se ti dobro počutiš in ko je to nekako, tvoje telo se je spremenilo, tvoja vloga se je spremenila, dodana ti je bila neka vloga, skrb za otroka, vse to je nekako neko novo okolje, v katerem se ti sama ne najdeš in potem moraš imeti še nek nov odnos s tvojim partnerjem, ne? To ni več star odnos, to je nek nov odnos. Tle se morata še poiskati, mogoče ni časa vsem tem, skrb za otroka, skrb zase, skrb za gospodinstvo, ni časa za raziskovanje tega novega odnosa, te nove dinamike, kaj se tukaj zdaj dogaja. In potem je tle še spolnost. Ne? Tako da tle res ogromno nivojev ima ta knjiga in kar v neki žensk mi je pisalo celo, ena mi je napisala, moja tašča je prebrala in je rekla, zakaj tega nisem prebrala 20 let nazaj. Komu priporočaš knjigo? Jaz priporočam knjigo tako moškim kot ženskam, zaradi tega že mogoče, tudi če niso v tem obdobju poporodnem, ampak da nekako razumejo, kako se spolnost res spreminja skozi naše osebnosti, odnose, življenjske epohe, ne? Kako različna je in poleg tega je malo začinjena s humorjem, malo je taka... Tebi lastnim? Koliko je tebe v tej knjigi? Ni toliko, koliko bi si ljudje mislili. Nehvaležno vprašanje, pa vendar. Ljudje si res mislijo, da je to moja zgodba. Jaz in moj mož sva imela malo drugačne težave. So pa tle neke emocije noter moje mogoče. Torej, zgodba ni moja, ampak so neke moje emocije, neka moja dognanja. Tako da ja, delček definitivno mene je ogromen, ker sem jaz napisala to knjigo, ampak zgodba žal ni moja. Zanimivo mi je, ker je bil partner kljub težavam
razumevajoč. A se ti je zdel? Ja, meni ja. V bistvu, ne, na momente je ona bila bolj, bom rekla, odmaknjena od njega v svojem svetu, imela svoj prav. On se je vendarle, jaz sem tako začutila, poskušal približati. Ja. Se je res, dobro si to mi še noben ni rekel, ampak je res, ker ona se je še bolj odmikala od njega. Ne? Ona se je prav pretirano odmikala od njega, ne? Ker ni mogla na nič se oprijeti. Je pa moja urednica rekla, ko sem prvič napisala dialoge, je rekla, Eva, moški lik ni verjeten, pač noben ne bo verjel temu moškemu liku. Okay. In pa sem rekla, zakaj? Je rekla, preveč dobro razume vse v prvo. Moraš večkrat, bolj ga mora zanimati, bolj mora on ne razumeti stvari. Ne? Tukaj smo bolj popravili malo dialoge. To delo je poziv k razumevanju sebe, k odkrivanju in pripravljenosti na iskanje prostora za strast v družinskem življenju. Tudi skozi knjigo lahko vidimo, da se strast vedno lahko obnovi, na novo zažene to kolesje, pa če ravno imaš zmenek pri kavnem avtomatu v službi, drži? Drži. Pač, jaz sem hotela tudi tako, malo sem bila provokativna, ne? Ta pri kavnem avtomatu, ona dva začneta uporabljati neke tehnike, ki naj bi ljubimci uporabljali. Ne? Okay. Ljubimci se skrivajo, ne? Zakaj pa se ne bi ona začela tako nek način skrivati, ne? Pa se dobivata pri kavnem avtomatu, pa pol se dogovarjata, da bosta imela spolni odnos med malico, ne? Tako, neke nove, sveže stvari, v katere sta samo ona dva, ne? Ker očitno ta glavna junakinja je potrebovala nek odmik od vsega, kar jo je od neke realnosti in je mogla zaplavati v fantazijo. Ne? Tako da, ja. Pa misliš, da mora veliko ljudi danes zaplavati v fantazijo zato, da, bom rekla, doživljajo vse skupaj bolj pristno, drugače, morda tudi za odkrivanje novih zadev življenja nasploh. Ja. Mene se mi zdi, da ko odrastemo, izgubimo veliko, na žalost. Ko odrastemo, moramo postati resni, odgovorni in izgubimo ogromno te domišljije in te igrivosti in to včasih naredi naše življenje kar malo sivo. Tako da jaz upeljujem igrivost v vsakdanje moje življenje, tudi v mojo službo. Pač moram potrkati, imam zelo dinamično službo in sem lahko v njej igriva, ampak to igrivost je fajn, da upeljamo v naše življenje, ker je bolj zanimivo, ne? Če lahko smo malo bolj upravljamo domišljijo in nas malo bolj razbremeni, ker to ustvarjamo neke nove svetove, ne? In ja, odpira nove dimenzije. Na svet, ki bi ga dala najprej moškemu, potem ženski, za bolj zadovoljujoče spolno življenje. Na kaj pomisliti, mogoče na kakšen način se ji približati, kako to narediti drugače. Morda vprašanje, kdaj si zadnjič naredil kakšno stvar prvič? Recimo, ja. Čeprav jaz bi rekla tako, za moške in ženske to velja. Okay. Vse, kar potrebujete, že imate v sebi. Morate verjeti, da ste super osebe in dobre osebe in se trudite po najboljših močeh. In pomislite, kakšna je vaša zveza, kakšen je vaš partner in en dober pogovor pol zvečer. Naredite en kviz, kakšna je naša zveza. Obstajajo tudi ene kartice, ja, obstajajo tudi ene kartice. Ja, priporočaš? Priporočam, ampak recimo mogoče za spoznavanje že mogoče. Za začetek je, da vsako napišite na list vajin prvi, ne vem, najljubši spolni odnos ali pa vajin prvi spolni odnos. Okay. Napišite na list in pol preberite eden drugemu. Ker naši možgani delujejo ful različno in imamo zelo različno shranjene naše spomine in vam bo mogoče zanimivo, da pogledate, kakšen je bil prvi spolni odnos ali pa prvi zmenek ali pa kako si ti videl, ko sem te prvič prebrala domov mami, ne vem, tako, neke take, to je zelo tudi fajn, vračanje, nostalgija, povezovanje, to bi lahko že bila predigra. To bi lahko že bila že predigra, ja, definitivno. Eva, mogoče, kaj te je
v življenju, oziroma tako bom rekla, kaj te je naučilo življenje z vidika spolnosti? Vsakemu gostu postavim vprašanje, kaj ga je naučilo življenje, ampak mi dve se bova zdaj osredotočili na spolnost kot tako. Kaj te je naučilo? Spolnost kot taka me je naučila biti v trenutku. To, da je pomembno biti v tem danem trenutku, ker naslednji se že spreminja. Tako kot spolnost je zelo fluidna, se spreminja, enkrat okrepljenja strastjo, enkrat z ljubeznijo, enkrat samo s tem, dejmo pa gremo. Morda kakšno pikantno vprašanje, ki si ga dobila v vseh teh pogovorih, predstavitvah knjige, pa bi ga rada... Nimam pikantnega vprašanja. Zato, ker zate nič ni pikantno. Ma ne vem, ne vem, tako nimam, Kaj pa morda vprašanje, ki ga še nikoli nisi dobila, pa bi vendarle rada kaj rekla na to temo? Vse si že povedala. Vse si skoraj že doživela. Zato bomo tukaj postavili piko ali kako. Da ne greva preveč v osebno sfero. Mogoče to, če me vprašajo osebno vprašanje, to mi je tako malo nelagodno, ker ne bi rada zdaj prav razlagala nekih svojih osebnih. Čeprav skozi tvoja razmišljanja pravzaprav spoznavamo tudi mene, tebe, ne? Seveda. Tvojo odprtost ali zavrtost. Seveda, ampak ne želim praviti nekaj osebnega, ker potem izpostavljam še recimo mojega partnerja in tako in pač to verjamem, da mu ne bi bilo všeč niti meni, da izpostavljam tretjo osebo. Tako da mogoče, ne vem, kakšno vprašanje bi si postavila sama sebi. Se pravi, danes ne bo kavnega avtomata za zmenek s partnerjem. Tiramisu. Ok, upam, da gleda in posluša. Hvala, Eva, ker si prišla. Lepo je bilo debatirati s tabo na temo spolnosti in odprtosti. V želji, da jo doseže čisto vsak, kaj ne? Tako je. Kaj ti lahko rečemo, tako kot je rekel Mali princ, bistvo je očem nevidno? Lahko rečemo. Ampak tudi spolnost ni najbolj pomembna stvar v življenju. Ljudje lahko preživimo brez spolnosti. Tako da ni treba toliko pritiska dajati na spolnost. Vse bo okej. O tem nisva. Se pravi, lahko normalno odnos teče tudi brez. Saj obstajajo tudi zveze, v katerih pač spolnost ni na prvem mestu ali pa ljudje, ki imajo drugačne spolne usmerjenosti, ne, kot aseksualni ljudje. In spolnost ni na prvem mestu. Tako da definitivno je v redu, ali je ali ni. Odvisno spet od vsakega posameznika, kaj ta par prioritizira, kaj mu je pomembno. Vse je v redu potem. Tako na nek način, jaz želim, da bi malo bolj spodbudili to mišljenje, da ni vsaka naše dejanje ali pa misel glede spolnosti napačna, da nismo mi napačni, ampak da bolj začnemo sprejemati to, kar smo, ne, in iskati tisto, kar res nam kot posameznikom paše in ugaja. Hvala, Eva. Prosim. Hvala vam, poslušalke, gledalke, poslušalci, gledalci. In Eva gre na tiramisu, kam pa vi? Lep dan še naprej. Hvala. To.